sanjajo lepe stvari. Drugi bežijo iz nočnih mor. Ko telo počiva in prišle preteklost, da bi zdržal jutrišnji dan. Ampak algoritem ne spi. Internet ne spi. In tisti, ki še bedijo, počasi razpadajo. Ne naenkrat, počasi, v komentarjih, v neslišanih sporočilih, v praznem Cine 359. Če si tukaj, pomeni, da še vedno čakaš, da te nekdo opazi. Mogoče sanjaš na glas, mogoče sanjaš z zaprtimi očmi, mogoče si samo buden. Vsako noč, isti čas, s istim upanjem, da bo kdo gledal, da bo ta epizoda drugačna, nova, fresh, da bodo nocojšnji igralci še bolj resnični. Včasih sem jo ne opazil, ne čudaški, ne cool, samo tiho opazil. V razredu, v jedilnici, na igrišču, v skupinskih klepetih. Če sem kaj rekel, je bilo prepozno. Če sem kaj zamudil, me nihče ni pogrešal. Brez dvoma. Potem sem dojel, če me svet že sili, da obstajam, bom sam določil kako. Če ne moram biti slišani glas, bom sistem, ki glasove oddaja. Kako sem postal influencer, voditelj? Vodim igro, kjer resničnost izgine v algoritmu. Kjer je vidnost valuta in osebni stik. Redkost. Ob 4 zjutraj nisi sam, če ti nekdo reče, tukaj si, slišim te. Nocoj boste spremljali igro. V njej sodelujejo resnični ljudje, resnični profili družbenih omrežij. In pravila piše algoritem sam, ne jaz. Jaz samo sledim navodilom umetne inteligence. Dobrodošli v 4:00. Ura, ko se svet resetira. Ura, ko si še buden, ker ti nekaj ne da miru. Ura, ko ti sistem preizkusi, če si še ti. Mogoče ste tudi video igre. Mogoče že dolgo in tega sploh ne veste. Algoritmi segajo v pore vaših čipov računalnikov in pametnih telefonov. Poznajo vas bolje kot vi samega sebe. Le različno zagreto vsi igrate isto igro. Igralci? So vsi priklopljeni. Naj se šov začne! Dragi dnevnik, danes bom nov jaz, drugačen jaz. Nihče ne bo več rekel, da sem tisti čudni ali weird Oskar. Zdaj bom bolj skrivnosten, bolj mističen, bolj enigmatičen. Tak, ki bo zbujal radovednost. Tihi umetnik, ki nosi šali kapo tudi poleti.
Moje ime ne bo več Oskar. Bo noč ali pa Mr. Dark. Ne, predolgo. Samo Dark. V temi se najde resnica. V tišini začutiš, kdo zares si in zares zaslišiš svoje misli. Ob 4 zjutraj ne sanjam, ob 4 sem buden. Ob tem času ni laži, samo jaz in misli, ki jih čez dan ne povem na glas. Tako čiste se mi zdijo, ko visijo nad mano, ko se vse ustavi. Mogoče danes še ne bom spremenil svet, ampak mogoče bom napisal pesem. Za začetek. Poezija lahko spremeni svet. Je res kdaj kakšna pesem spremenila svet? Mogoče kakšna himna, ki je spodbudila nasilje? Ne, sama pesem seveda ne spremeni sveta. Spremenijo ga dejanja, ki sledijo. Saj ne rabim pohval, a ne? Samo en like ali ene srčke v očeh, a ne od mami na Instagramu ali od bice na Facebooku. Je še nekdo tam in vedi, naj me on lajka. Mogoče je samo da v redu, če jo dobro prikažeš. Mogoče bom jutri res drugačen. Jaz. Ali pa bom samo še bolj jaz in morda tudi slabo. Ti tudi ne spiš? Ne, ti? A se ti zdi, da bi v spanju tipkal? Alter, dobro veš, da ne prenašam nočnega sarkazma. A si gledal Manchester proti PSG? Ne, ne gledam več fusbala. Igram ga tudi ne več. Dovolj je. Spizdi! Kaj? Dobro veš, da ne prenašam tega pritiska.
Sorry. Deprimierend sem. Kaj pa te moti? Vse. Šola, ljudje, najbolj pa jaz, sam sebe. Ja, sam sebe tudi najbolj motim. Jaz imam pa še dodatno težavo. Ostrija mi škripa, bil si me od sestre in zdaj me jaz prinašam to škripanje, samo ker sem mlajši od nje. Življenje pač ne dela po pravilih. Ali ti veš, da sem danes v celem dnevu rekel samo 3 stavke na glas? Dober dan, profesorci, ne Sanji, ki je spraševala, a sem si nekaj zapisal, in hvala prodajalki v Lidlu. That's it. Jaz sem danes 8 ur rekel, da sem okej. 8 ur. Jaz igram, v redu sem, že od 5. razreda. Vsem odgovarjam samo z v redu sem. In presenetljivo daleč pridem, samo zatem, ker se mi zdi, da v resnici nikoga ne zanima. Saj smo vsi v nekem smislu igralci. Samo da ne dobimo aplauza, samo tišino, kateri gledaš v strop. Rad bi šel nekam stran, da pobegnem. V hribe, ja, nekam v gore, brez signala. Brat, to je kazen, ne rešitev. Ja, ampak saj nobeden mi ne bo govoril, da mora biti produktivno bitje. Nobeden ne bo ničesar pričakoval od mene. Fotel me ne bo gledal z tem pogledom polnim pričakovanjem spodbude, ki ja poskuša skriti tiho razočaranje, ker nisem v ničemer the best, kot reče on. Ne v fuzbalu, ne v matematiki. Niti pri klavirju sem samo rahlo pod povprečjem. A štekaš? Štekam. On je v meni hotel boljšo verzijo sebe. Dobil pa je samo tale basic NPC. Ne bi bilo cool, če bi bilo dovolj samo to, da sem buden. Ali pa samo prisoten, ne pa, da smo vsi neki alfa males. Ali pa, da si samo nekdo. Ne nujno najboljši, samo nekdo, ki je. Zakaj imajo vsi taka pričakovanja do mene? A se ti kdaj zdi, da si nekakšna beta verzija samega sebe, da še nisi ta pravi ti? Ja, točno to. In vse, kaj vidiš na TikToku je vsak živi v svoji popolni verziji sebe, z hudimi filtri. Vsak točno ve, kaj hoče, vsak ima svojo jutranjo rutino, dnevne afirmacije in namenske cilje. Jaz imam samo slabost od preveč jagodnega vejpa in občutek krivde, ker sem zamudil rok za oddajo predznanstvene naloge. Ja, potem vidiš te tipe, te profile, ki vodijo 4-krat v fitness, jejo proteine in beljakovine, že kar zdaj hodijo na prakso do neko startup firmo, ki meša zrak. In ti sediš doma, se vprašaš, če sploh še si znotraj sistema. Nisem, sem sistemska napaka. Ja, Evo 4, ne 4, motivacija not found. Ampak veš kaj? Kaj?
Jasne mam tudi rad k temu verzijo. To je verjetno najbolj gej stvar, ki mi jo je kdo rekel letos. Ampak tudi najbolj iskrena stvar. Ja, ki je res iskreno. In ker vem, da imaš v sebi še veliko verzij, ki jih sploh ne poznaš. Samo, da ne bo pri updatih še več novih bugov. Nehaj se pomerjati, nehaj se kvobljati, nehaj se sovražiti. Zakaj si tako goda? Zakaj imaš ta nos, ki ga je že imela babica, pa ga ima mama pa teta? Ta butast, primikava nos. Tu bedasto čelo. Če bi imela vsaj malo lepše čelo, malo manj butast nos. In ta ušesa. Zakaj stojijo tako ven? Kako je to komu lahko luškano? Kako si lahko nekomu mausi? Ampak potem se odkrijem Hendja. In spet same bospejve, s perfektnim nosom, lepim čelom, napihnjenimi ustnicami, vedno nasmejane, zadovoljene s svoje popolne postave. In jaz sem samo jaz, brezvezna, Rimnikajeva Ela, tista skritaj zadaj za popolni, lepe zadje, samo ekstra. Pa saj se ne želimo v spredje, nočnim, da bi vsi gledali mene. Rada bi bila tista punca iz Herje, ki dolgo noben ne opazi, ker se ne meče ven in skriva njeno naravno lepoto. Potem pa spozna nekoga, ki vidi to njeno skrito lepoto, katera se potem pokaže v vsej svoji veličini. Ampak realnost ni Herja, v realnosti ne pride princ, niti pošta. V realnosti pride obvestilo, someone like to comment. Najnižja oblika izkazovanja pozornosti. Samo jaz, včasih najtežja stvar, ki lahko rečeš na glas. Včasih pa edina in v bistvu najbolj iskrena. Včasih tako začnem voice message. Živijo, samo jaz, pa ne vem, zakaj to vedno rečem, kot da se opravičujem, da ni nekdo drug boljši od mene. Živijo, samo jaz, kot da se opravičujem, da sploh obstaja. Veš, kaj je hecno? Da je najlepše, kaj so mi kdaj rekli bilo, zdi se mi prijetna. Ne lepa, pametna ali duhovita, samo prijetna. In takrat sem prvič pomislila, da bi lahko to bilo dovolj, da mi ni treba biti popolna, samo dovolj. Danes sem tudi to, jaz, z mešanimi mislimi, utrujenimi očmi in upanjem. Nekje globoko, za jutri, za naprej, za tisto verzijo sebe, ki se še ne zaveda. In če bi kdaj nekdo rekel, samo ti si, bom rekla, ja, samo jaz. In to je več kot dovolj.
Še enkrat, Francesco. Ampak, kaj pa, če bi res poročal v bolj kritičnem tonu? Mogoče pa profesor Anolšek hoče več kritičnosti od nas. To bi mu bilo sigurno všeč. Ampak zdaj nimam več časa, da še enkrat začnem. Kaj so že izhodišča? Aja, to je samo še en seznam. To-do list. Jutranja telovadba. Počepi, sklece, jumping jacks. Ponovitev nepravilnih glagolov v angleščini. Francoska revolucija. Pripravi govor za zaključek skupnosti učencev šole. Lahko bi pisalo še ne pozabi biti dober sin, vnuk. Bodi še bolj popolne popolnosti. Nihče tega ni od mene zahteval. Ne direktno. Samo nekako sem usrkal, da če delamo se prav, sem barv. Če se ne zlomim pred drugimi, sem močan. Enkrat sem dobil dvojko pri matematiki. Prvič. Učitelj ni rekel nič, samo pogledal je v dnevnik. Doma sem mami rekel, da sem okej, in bil sem. Samo tisto noč nisem spal. Razmišljal sem, kako je lahko ena bedna številka dovolj, da začutiš razpoko v tleh, na katerih stojiš. Kako se vse, kaj si gradil za maje. To sem nosil vsakeč, ko sem bil pod stresom. Da si rečem, ne pozabi, ti si zbran, ti si mir. Ampak zadnje dni mi ne pomaga več. Samo še težje je postalo. Pa saj ne verjamem v te energije. Pač placebo efekt. Če si popoln, te nihče ne vpraša, če si v redu. Ker ti pa že zmoreš, ker tebi gre, ker ti si zrihtar. Ampak jaz ne vem več, če sem jaz res jaz, ali sem vse to, kar od mene pričakujejo. Mogoče je 4 zjutraj pravi čas za iskrenost, da si priznam, da sem utrujen. Nisem len, ne šibek, samo človeški. In da si to rečem na glas, kot da to zares verjamem. Danes nisem naredil 10.000 korakov, ampak sem še vedno tukaj, živ. In mogoče je to za zdaj dovolj. Ne spim, ampak to ni problem. Problem bi bil, če bi spal in je ne bi sanjal. To ni pesem ljubezni, ni izpoved, to je samo zapis vsega v njej, česa noči pozabiti. Vse, kar mora ostati. Včasih si mislim, če bi videla to, kar vidim jaz, kako popolna je vsem svojem obstoju. Ko govori in jo skrbi, kaklušno zveni, ko se naskrivaj pogleda v gledalo in išče vse te napake na njenem obrazu, ki jo naredijo tako lepo, edinstveno, samo mojo, ko reče, samo jaz sem, kot da to ne bi bilo dvoje. Včasih bi rad rekel, da je lepa, ne kot kompliment, ampak kot dejstvo. Kot danes je četrtek, ali ti si lepa, nič več, nič manj. Ampak ne rečem, ker je ne želim prestrašiti,
Ne želim vsega uničiti. Če rečem kaj preveč, bom podrl vse, kar sem zgradil v svoji glavi. In morda bo možno samo eno. In jaz moram počakati na tisto idealno, da ne naredim kaj narobe in vse porušim. Ko jo vidim, pomislim, če je ona tukaj, potem ima večji smisel. In to je čudna stvar. Tega ji ne morem postati na sneg. Tega ne morem dati na stol. Lahko bi pa zaigral ob 4 po noči. In če nikoli ne zveš, Ela, da je ta pesem zate. Štiri pika, nič. Tišina, v kateri je ona. Naj ostane tako, kot je. Dobrodošli! Ura je 4 zjutraj. To je ura brez filtrov. Ura, ko postane jasno, kdo zares si. In za koga si se samo predvadil. Niste tukaj zaradi nagrade. Niste tukaj zaradi lajkov. Tukaj ste, ker ne spite in ker ste stali budni. Zato lahko igra še traja. Igra ne išče zmagovalca, išče, kdo je še viden in kdo bo zdolžal. Ostali boste izginili v črnino zadošljive, neprostovoljne anonimnosti. Kaj pomeni izginiti? Kaj, a nas odklopite? Na letu izgineš tudi, če si še tam. Samo nihče te ne vidi več. Padeš ven iz algoritma. In če ne igraš, te ni. Tako preprosto je. Moraš igrati toliko. Izziv 1. How many aura points did I lose when? Vsak od vas naj deli trenutek, ko je izgubil nekaj svoje aure, tistega notranjega sijaja. To je trenutek, ko ste se počutili ranljive, sramotne ali osramočene. Delite ga z nami. Če ne delite, tvegate, da postanete nevidni. Aura? Ta challenge sem že videl. Cool. Torej zdaj vam javno poznati, kdaj sem bila najbolj vedna. A če povem tu več iskreno, a pa ven, a moram biti iskren. A če ne povem nič, sem izbrisan. Mogoče pa gre za to, da enkrat ne blefiraš, da si zares tu. Ko sem v 4. razredu igral Sonce pri šolski predstavi, sem pozabil besedilo. Vsi so se smejali. Počutil sem se kot senca, ne pa kot sonce. V 7. razredu sem rekla, da bi zamenjala svoj obraz. Vsi so me pogledali šokirano. Bila sem ponižana. Takrat naprej vedno rečem, da sem kje, tudi če nisem. Na testu iz angleščine sem enkrat pustil eno vprašanje čisto prazno. Učiteljica je bila čisto razočarana. Rekla je, to me pa res presenetilo. Počutil sem se kot totalen fail.
ko sem povedal Tini, da mi je všeč, me je čisto ignorirala. Od takrat se delam, da mi je itak za vse vseeno, ampak potem sem totalno luzel. Na dedevem pogrebu smo hoteli nekaj povedati. Bil je moja najljubša oseba, ampak nisem mogel. Samo stal sem tam, zmrznjen, kot bi me en dal na mute. Ko sem med poukom zajokal, je en zavpil Cry baby! Takrat sem za celo leto dobil nickname Emo. Naučil sem se skrivati svojo čustvenost, ampak v resnici si samo želim, da me nekdo sliši. In vi, pomislite na svoj trenutek, ko ste lagali, navznotro jokali, bežali, ker vas je bilo sam. Si predstavljate, da bi vam takrat nekdo rekel, vidim te in še vedno si dovolj. Bi bil to čudež, kaj ne? Čestitam, vsi ste delili, ostajate vidni. Vsi ste prišli v naslednji krog. Igra se nadaljuje! Izziv 2. Trauma Salad. Zmešajte svoje bolečino v solato, ki jo bodo drugi z veselje pogovorili, ker na TikToku nihče ne mara tragedije brez dobre dramaturgije. A zdaj kuhamo čustva. To je vedno bolj tak, kot Squid Game se čustvi. Ampak jaz ne bom izgubil, hočem obstajati. V 4. sem vzel mamino šminko in se namazal. Mama se je smejala, ampak oče en teden ni govoril z mano. Prebolel je tako, da mi je kupil plastično puško in rekel, to je za fanta. Tudi zdaj je mu od vsega najbolj pomembno prav to, da ve, od katerega spola je kdo. To mu da neko varnost, da se svet ne spreminja prehitro. Ko sem bil star 9 let, sem en mesec živel pri stari mami, ker so doma urejali stvari. Noben mi ni povedal ničesar. In ko sem prišel nazaj, so rekli, Ne govori o tem. od takrat raj govorim o vsem drugem, a nikoli ne bo več isto. Ko je brat hotel narediti samomor, sem bil jaz tisti, ki je našel listek. Dal sem staršem, pa so rekli, ne govori o tem. Še vedno si ga ne upam vprašati, zakaj. Mama je celo otroštvo govorila, z njim ni težav, nič ne zahteva. In takrat sem dojel, da je to moja kvaliteta. Da sem neopazen, da nisem breme, da sem koristen. V 8. razredu sem prijavila, da me en starejši tip iz menze pošiljal neprimerna sporočila. Ravnatelj je rekel, to si se najbolj sama izzivala. Nihče ni več govoril o tem, samo jaz bila preobčutljiva. Ko je moj stric, alkoholik, prišel domov, je rekel, da mu gremo vsi na živce in mi potem zlomil kitaro. Nisem rekel nič, ampak to je bila še edina stvar, ki mi je ostala od očeta. Odlično! Bravo! Na jok mi gre! Izpovedi, kot se gre! Čustveno, direktno, brez filtrov. Všečki so točke. Solze so začimba. Nekdo bo izginil, nekdo bo postal viralen. Kdo je za naslednjo porcijo? Gremo naprej. Zdaj gre za vidnost, za moč, za odločanje. Šli boste na volitve. Nekoga izmed vas boste izbrisali iz spletnega obstoja. Izbrisali si mu bodo vsi profili, vsa zgodovina,
Vsi pogovori. Kdo je nepomemben? Kdo je predolgočasno obstoj? Koga izbrisati? 60, 59, 58. To je čisto novo. To je psihično nasilje brez srca. To je TikTok algoritem. Srce ni vključeno. V 8. razredu smo igrali tisto igro Kdo za to mizo? Vprašanje je bilo, kdo za to mizo bi se najbolje skril. 5 je v nasmehu takoj označilo mene. Klara pa je komentirala. Ti si že od začetka naprej v našem razredu, res se ti ne spomnim. Če bi me nekdo izbrisal, bi to vsaj pomenilo, da se mi ni treba več pretvarjati. Da mi je vseeno. Če napišem noben, a izbrišem mene, Pride točka v življenju, ko tudi če samo gledaš, postane soodgovoren. Čist isto odgovoren kot tisti, ki so aktivni. Kot v svetu. Vsi, ki gledamo zlo, nič naredimo, smo soodgovorni. Vsi, ki kupujemo poceni oblačila, plastično sranje, ki prej ali slej postanejo smeti. Vsi, ki kupujemo letalski ananas, avokado. Vsi, ki mirno gledamo številne genocide in vojne po svetu. Ampak se naslednji dan sekiramo pri kosilu, predvsem zato, zakaj spet ni Coca-Cola zelo. Mogoče pa, če bi izbrisal sebe, bi dobil moj najboljši performance. Na Bewilu sem bil enkrat resničen. Ležal sem na tleh, brez filtra. Napisala je, spet dramatiziraš, od takrat nič več. objavila sem sebi brez filtra. Izgubila sem 4 followerje. Toliko iskrenosti. Na Discordu sem napisal, da imam slab dan. Odziv, ne jamraj, ghostamo take. Admin, meni vrgubom. Objavil sem pesem, 17 ogledov. En je rekel, bruham si usta. Šlo mi je na jok, zbrisal sem. Zbrisal bi se včasih, ja vidim, če me kdo pogreša. Gremo na volitve! Svet vam ponuja vidnost kot nagrado, vi pa takole. A resnica je. Vidnost brez povezanosti je prava praznina. To čutite ob 4 zjutraj, zato ne spite. Niste lačni lajkov. Lačni ste pogleda, pravega pogleda. Še meni tam, a sem še vedno jaz. Če me nihče ne vidi, ali še obstaja? Sem uporabim samo, če sem del sistema. Strah me je, da bom koga razočaral. Zato smo budni, da se prepričamo, da smo še tu, brez vseh pogledov. Da preverimo, če kdo sliši našo zgodbo. V temi se srečava, ostani tu z menoj. Mislil sem, da je biti samostojen moč. Ljudi sem zamenjal za številke, lajke, srčke. Postal sem izmučen. Hotel sem nazaj, k pogledu živo, ne ogled. Pogled, govori, tukaj si, slišite, zato ste tukaj, zato ne spite, ker vsi čakamo, da se kdo vzbudi.